Zdravo, traderji. V tej učni uri bomo šli skozi Forex seje. Forex seje so pomembne zato, ker nam povejo, kdaj je v bistvu optimalno trgovati oziroma kdaj je sploh denar v obtoku. Forex seje so v bistvu menjalnice po celem svetu, ampak razlikuje pa se po obratovanju denarja. In to je vse vidno na grafu. To je zate pomembno zaradi tega, ker rabiš vedeti, kakšna je volatilnost trenutno na trgu, zaradi tega, ker moraš nekako znati oceniti, ali je optimalna volatilnost na trgu, a se pari premikajo v trendu oziroma kontra dovolj močno, da bi lahko ti ocenil neki trade oziroma poiskal razloge, zakaj bi šel v nakup ali prodajo. Zdaj, kar se tiče Forex menjalnic, kot sem že omenil, jih imamo po celem svetu. To pa pomeni, da ena je v Londonu, druga je v New Yorku, potem tretji je v Sydneyju in Tokiu. Zdaj eni še omenjajo Frankfurt, ampak recimo, da Frankfurt zaenkrat ignoriramo oziroma osredotoči se samo na štiri. Štiri bistvene imamo, delimo jih pa na polovico. Se pravi, New York pa London seja sta skupaj pomembni in Tokio ter Sydney. Zakaj? Zaradi tega, ker ko je tukaj dan, trgujemo največkrat New York pa London sejo. Zdaj jaz bi imel fokus bolj na London sejo. Kar se tiče pa Tokio pa Sydney seje, je pa seveda za razliko manjša volatilnost in obenem tudi, se pravi, manjši premiki so, obenem pa pride tudi nov denar v obtok. Drug konec sveta se začne prebujati, medtem ko se naše menjalnice oziroma London pa New York začnejo zapirati. Zdaj, če gremo na hitro na Freebook oziroma na našo brezplačno knjigo, po kateri v bistvu razlagam našo snov. Kot sem že omenil, ta snov iz knjige je vse, kar tukaj obdelujemo, kar razložim, je brezplačno oziroma želim, da v bistvu več traderjev, ki ne vejo, kako bi začeli, da imajo neko iztočnico. In mislim, da v bistvu naš Freebook oziroma brezplačna knjiga je kakor nek priročnik za nekega začetnika. Evo, zdaj, če gremo pogledat si tale Freebook, imamo tukaj napisan GMT. Po ljubljanskem času je GMT +1, to je za 1 uro nazaj vse. Glavne seje obratovanja so London, New York, Sydney in Tokio. Vse, kar te rab zanimati, je to, da kdaj se odpre London in zapre, kdaj se odpre New York in kdaj se zapre in Sydney in tako Tokio. Če si v Evropi oziroma v Sloveniji, se osredotoči na GMT. Če imaš dilemo, si zapomniti te čase oziroma če si mogoče, če potuješ v druge države, pa bi rad vsem trgoval, lahko greš tukaj na Google, napišeš Forex Sessions, evo, in imaš tukaj spodaj Forex Market Hours, imaš tukaj vse prikazan. Trenutno imam Europe Malta, recimo, evo. Se pravi, trenutno imamo samo New York sejo odprto po ljubljanskem času. Traja od 2 popoldne pa do 10 zvečer.